Potem predlagam, da začnemo. Dobrodošli na svečanem dogodku na uvodnem srečanju že 6. letnika predavanj Inštituta za delavske študije. Odkar se je približno usporedno z začetkom pandemije COVID oblikovala nova ekipa inštituta, smo uspešno izpeljali že 5 letnikov in trenutno načenjamo 6. Vsako leto smo si prizadevali izbrati temo, ki se nam je zdela aktualna, in večina jih je, kot kaže, še kako pertinentna tudi danes. Na kratko povzemimo, o čem smo razpravljali v preteklih letih. Prvi letnik je bil v luči covida posvečen biopolitiki, nato smo nadaljevali s Kitajsko, planskimi gospodarstvi in intelektualci, lansko leto pa smo govorili še o kako aktualni temi vojne. To aktualnost potrjuje tudi dejstvo, da smo zadnje predavanje izvedli šele prejšnji teden, o novih vojnih trenih, ki so se pojavile v času od načrtovanja letnika, pa bi brez težav razpravljali še v vseh prihodnjih mesecih. 2 letnika, biopolitika in Kitajska, sta nato izšla kot članki v reviji Borec, tako da to si lahko preberete za nazaj. Letnik Vojna pa je pred kratkim kot tematska številka časopisa za kritiko znanosti tudi izšel in je tudi na voljo še na prodajo danes tu. Ampak letos se pa preusmerjamo na temo, ki se je ob lanski pokojninski reformi izkazala za izjemno pomembno in aktualno sindikalizmu. Sindikati spremljajo kapitalizem skozi večino njegove zgodovine. Predstavljajo tiste najosnovnejše delavske organizacije, prek katerih se je od začetka kapitalizma bil razredni boj. Proletariatu so sindikati služili kot glavno orožje v boju za višje plače, krajše delavnike, socialno zakonodajo, in ter izboljšanje delovnih razmer. V teh valilnicah razredne zavesti proletariata pa se je od nekdaj porajal tudi revizionizem in oportunizem. V zgodovini delavskega gibanja so sindikalne strukture tako pogosto prevzele vlogo braniteljic obstoječega sistema pred revolucionarnimi grožnjami, zaviralk razrednega boja ter podaljškov uprav podjetij. Marksistični pristop do sindikatov je bil zato od nekdaj ambivalenten. Ob razumevanju nujnosti tovrstnega sindikalnega boja jih je obenem obravnaval kot del kapitalističnega sistema, kot odraz protistoja med delom in kapitalom, ki se lahko za njegovo odpravo zavzema, lahko pa le preriva znotraj logike sistema in mu s tem v nekaterih primerih celo podeljuje dodatno legitimnost. Razredni kompromis, sklenjen po drugi svetovni vojni, je začasno utrdil vlogo sindikatov kot enakopravnih gradnikov kapitalistične družbe, ki jim jo je priznaval tudi sam vladajoči razred. Neoliberalna protiofenziva kapitala in restauracija kapitalizma v vzhodnji Evropi pa sta sindikate prisilili v obrambno držo in uničili velik del njihove moči. Danes število sindikaliziranih delavcev pada, po vsej Evropi in skoraj da vseh panogah, njihova zmožnost, da bi branili domnevno samoumevne delavske pravice, pa je čedalje bolj vprašljiva. Sindikati so tako vedno bolj umikajo pred napadi kapitala, v nasprotju s svojo revolucionarno preteklostjo pa obenem prisegajo na strategijo pogajanj in dialoga z nasprotnikom, ki jih duši. Uvodno predavanje letošnjega letnika Inštituta za delavske študije bo namenjeno 3 iztočnicam v zgodovinskem pregledu sindikalizma na Slovenskem. Na njem bodo spregovorili 3 člani programskega odbora inštituta, Andraž, Grega in Lovrenc. In najprej nam bo Andraž predstavil začetno izgradnjo sindikatov v 19. in 20. stoletju, tako v svetu kot v okolju Avstro-Ogrske in nato Kraljevine Jugoslavije. Tako da, Andraž, beseda je tvoja. Hvala, ja. Torej, kjerkoli se pojavi kapitalizem in proces industrializacije, se oblikujejo neke široke delavske množice iz nekih propadlih malih obrtnikov in malih kmetov, ki se preseljujejo iz podeželja v mesta. In ta množica oblikuje nov razred proletariata, ki se preživlja izključno s prodajanjem svoje lastne delovne sile na trgu in je zato konstantno v konkurenci en z drugim. Ampak ker je ta proletariat skoncentriran ponavadi v istih mestih, v istih četrtih, na istih delovnih mestih, pride preko slej do nekega povezovanja med njimi. In iz ta povezovanja potem počasi nastajajo oziroma se spreminjajo neke bolj stalne organizacije, ne sindikate. Delavstvo je sicer v zgodnjih obdobjih kapitalizma imelo veliko prisotnost v raznih organizacijah, kot so skrivnih društvih,
revolucionarnega liberalizma in radikalnega demokratstva, ampak sindikati predstavljajo nekako specifične delavske organizacije. Se pa razvijajo v različnih obdobjih, v različnih državah, odvisno od stopnje razvitosti oziroma stopnje, na kateri se dogaja industrializacija in kapitalizem. Specifično v Avstriji in v slovenskih deželah so začeli nastajati po tam približno polovici 19. stoletja, ko se začne tudi industrializacija. Nastajajo pa prvotno v ilegalnih okoliščinah, ker so, tako kot drugod po Evropi, sprva prepovedani. Leta 1868 so dovoljena izobraževalna društva, po delavskih demonstracijah 2 leti kasneje pa so v zakonu dovoljeni še sindikati. In podoben proces se dogaja po celi Evropi. Najprej se zgodi v Veliki Britaniji, kjer se tudi ta proces dogaja najhitreje, so sindikati dovoljeni z zakonom že, oziroma njihov obstoj ni več prepovedan leta 1824. Po teh zakonodajnih spremembah pride do prvega vala nastajanja sprva izobraževalnih društev, prvo je v Mariboru in potem v vseh nekih velikih industrijskih središčih. Je pa že prisoten vpliv neke socialdemokracije oziroma drugih raznih radikalizmov. Leta 1971 se oblikujejo, oziroma od 1969 do približno 1972 je prvi val nastajanja tudi samih sindikatov, večinoma obrtnikov, nekih pekov, krojačev, mizarjev in tako naprej. In tudi mnogo stavk, ki so občasno uspešne. Leta 1971 se zgodi recimo prva stavka žensk v Ljubljani, ki jo zatre policija. Torej, ta nastanek sindikatov so opazovali seveda socialisti. Neki predmarksistični socialisti so bili pogosto zadržani ali pa skeptični do obstoja sindikatov. Marx in Engels po njih vidita nek velik dosežek delavskega gibanja oziroma velik potencial. Torej, sindikati delujejo na nek način kot ta odprava konkurence na trgu dela in njihov temeljna dejavnost je boj za višje menze. S tem nadzorovanjem trga dela. Njihova glavna metoda oziroma najmočnejša metoda pa je stavka, ki je skupen umik delovne sile iz proizvodnega procesa, ker ga popolnoma zaustavi in je potem podjetnik prepuščen nemilosti tržne konkurence. In primoran ali ugoditi zahtevam stavkajočih ali poskusiti na tak ali drugačen način stavko končati ali pa uvesti novo delovno silo. Drugi glavni boj sindikatov pa je za krajši delovnik. Sprva 10 ur, kasneje 8 ur. Je to neka zahteva, ki je mogoče ena najpomembnejših v mednarodnem delovskem gibanju in se zelo hitro začne pojavljati tudi pri nas. Na dolgi rok pa analizira Marx, sindikati ne uidejo tržnim dinamikam, zaradi tega, ker samo njihov razredni boj proizvaja nove delitve dela, uvajanje nove tehnologije v proizvodni proces in premikanje proizvodnih obratov. Niso zmožni zares odpraviti zatiranje oziroma je njihovo delo lahko tudi kontraproduktivno. Glavni element sindikalnega organiziranja na dolgi rok je videl v nekem oblikovanju razredne zavesti in institucij, ki pa bo zmožna prevzeti oblast in vzpostaviti, ukiniti to kapitalistično razmerje izkoriščanja. Torej, ta monopol sindikatov se pogosto zadane od probleme recimo migrantskega dela, ženskega dela, ki je zaradi patriarhata ponavadi na trgu neko ceneno oziroma pomožno delovna sila. Pomembno je, da te neke ekonomska prizadevanja preidejo v politična.
prizadevanja. Kar se zgodi potem preko socialdemokracije, ker pri nas specifično razvoj socialdemokracije predhaja razvoj sindikatov pogosto. V 80-ih letih v slovenskih deželah pride do množičnega policijskega zatiranja in so te prvotni sindikati zelo hitro zamrejo. Primer tega je recimo krvavški proces v Celovcu 1884, ko sodijo vsem glavnim delavskim organizatorjem ljubljanskega delavskega gibanja in je eden izmed njih tudi obsojen na 8 let zapora, ki se kasneje podaljša na 10 let. Potem se pa s koncem 80-ih pride do ponovnega zagona delavskega gibanja. 1889 nastane avstrijska socialdemokratska stranka, s čimer dobi proletariat v Habsburški monarhiji neko centralno politično institucijo oziroma stranko. Istega leta se zgodi 5-tedenska stavka v Trbovljah med rudarji poleti, ki predstavlja nek prvi resen in množičen boj sindikalnega organiziranja. 96. leta se avstrijska socialdemokracija restrukturira na tak način, da nastane jugoslovanska socialdemokratska stranka pod njenim okriljem, ki je socialdemokratska stranka za jugoslovanske predele dežel in je potem lahko več pozornosti posvečene temu sicer zelo počasnemu organiziranju sindikatov na tem področju. 1905 se nastane tudi tajništvo v Trstu pod okriljem avstrijske sindikalne centrale, takrat imenovane strokovne komisije. Sindikati jim se reče strokovne organizacije, zaradi tega, ker organizirajo delavce po strokah. Takrat 1899 nastane tudi prvi ženski sindikat v Celovcu, 1910 pa nastane Zveza delavskih društev kot neka centrala sindikalna, tudi socialdemokratska. In s temi novimi sindikalnimi strukturami se tudi začne večati vpliv sindikatov in moč delavskega gibanja in seveda tudi njegov vpliv na delovanje. Ni pa socialdemokracija edina, ki oblikuje sindikate. Približno istočasno na začetku 20. stoletja se pojavi recimo Jugoslovanska strokovna zveza, ki je sindikalna centrala teh novonastalih krščansko-socialnih sindikatov, ki predstavljajo nekako klerikalno stranko, nagovarjajo predvsem neke delavce, ki prihajajo iz podeželja, se osredotoča seveda bolj na neko dobrodelno dejavnost, pomoč delavcem v stiski, kot pa nek konsistenten razredni boj. Imajo pa tudi liberalne stranke svoje sindikate, recimo dve sindikalni centrali. Narodna delavska organizacija v Trstu nastane 1907 in Narodna socialna zveza v Ljubljani 1912. Nagovarjajo delavce predvsem po nekem nacionalnem principu, se osredotočajo predvsem na kulturno-politično izobraževanje, niso pa blazno uspešni. Podobno tudi drugod po Evropi imajo ponavadi različne politične stranke oziroma tudi nedelavske razredne politične sile svoje sindikate, s katerimi probajo vzpostavljati vpliv med delavstvom, so pa večinoma v primerjavi z nekimi socialdemokratskimi sindikati načeloma manj uspešne. Torej, na koncu 19. stoletja in začetku 20. se zgodi ta proces nastajanja novih in sindikatov in sindikalnih central z novimi strukturami in se začne dogajati nek proces, ki se vzporedno dogaja tudi v socialdemokratskih strankah. Namreč večji kot je domet teh sindikatov, globlje kot intervenirajo v razredni boj, bolj se njihovo vodstvo zoža na neko birokratsko administrativno dejavnost.
za pomoč delavcem, za pravno svetovanje so potrebni pravniki, za upravljanje z nekimi invalidskimi in blagajnami za pomoč nezaposlenim so potrebni ekonomisti, so potrebne računovodje, za samo organiziranje vedno bolj množičnih sindikatov so potrebne ljudje z birokratskim znanjem. In tako nastane sčasoma neka birokratska kasta, katere logika delovanja je bolj podobna logiki delovanja državnih uradnikov kot nekih delavcev, ki naj bi jih predstavljali. In se začne pojavljati neko protislovje med reformističnim vodstvom sindikatov oziroma še bolj sindikalnih central in nekim članstvom delavskim, ki je načeloma bolj nagnjeno k nekim revolucionarnim zahtevam. To je mogoče najbolj vidno v tej veliki razmejitvi ob koncu Prve svetovne vojne, ko pride do te krize kapitalizma hude in revolucionarnega vrenja po celotni Evropi in svetu, kjer sindikati, veliki, tudi tisti, ki so pod vplivom socialdemokracije, igrajo večinoma neko defetistično vlogo in širijo neko strahopetnost, umahljivost med delavstvom, probajo zaustaviti neka revolucionarna prizadevanja. O tem piše recimo italijanski marksist Antonio Gramsci, ki je ta proces izkusil iz prve roke prizadevanju med tem revolucionarnim vrenjem v Italiji. Piše o tem, kako z nekim večjo materialno močjo sindikatov pogosto pride do zmanjšanja njihovega revolucionarnega duha, kako same sindikalne strukture niso zmožne, organsko niso zmožne izvesti delavske oblasti same od sebe, in kako predstavljajo v resnici neko normalen del kapitalistične družbe, normalen proces tržnega gospodarstva. Kako delavce združujejo kot prodajalce delovne sile, ne kot producente. Pri tem jih zoperstavi z delavskimi sveti, ki nastanejo takrat spontano v italijanskih tovarnah. Jih pa vseeno vidi kot neko hrbtenico delavskega gibanja, kot neke strukture, ki so pomembne za delovanje delavskega gibanja in vidi v njih neko sicer v drugačni vlogi uporabnost tudi v sami socialistični družbi. Ta konflikt med reformizmom vodstva, oziroma se takrat imenuje desno krilo socialdemokracije in levim krilom, je viden tudi pri nas, kjer so sindikati tesno vezani na socialdemokratsko stranko in so zato ta konflikt pogosto predstavlja konflikt med istimi ljudmi in v stranki in v sindikatih. Torej, po propadu Avstro-Ogrske se slovensko delavstvo znajde v novi državi in potrebuje zato nove strukture. Namreč večina teh sindikalnih struktur je še vedno predstavljala podružnic avstrijskih struktur. Hkrati pa pride do nekega močnega vala revolucije oziroma revolucionarnega vrenja, ki se dogaja od 1918 do tam okoli 1920. Primer tega je recimo januarska stavka, ki se zgodi po celi habsburški monarhiji in ki jo ustavi socialdemokracija. Decembra se zgodi recimo stavka rudarjev v Trbovljah, ki je prav tako zatrta. Vzpostavljajo pa delavci sami 8-urni delavnik in potem ukrep te nove vlade, ki uveljavi 8-urni delavnik, je v resnici samo uradna potrditev že obstoječih razmer večinoma. 1919 se potem sindikati po celotnem predelu te novonastale Jugoslavije združijo v Centralni delavski svet Jugoslavije,
ne pridružijo pa se jim slovenski sindikati, ki so pod vplivom Jugoslovanske socialdemokratske stranke, pod vodstvom desnega krila, ki si ne želi te združitve, ker hoče ohraniti svoj vpliv, takrat že vstopil v buržoazno vlado. Nasproti tem jugoslovanskim novonastalim strukturam, ki so blizu komunistične partije oziroma komunističnega organiziranja. Tako da ta konflikt se pojavi v tem boju med prizadevanju za združitev v jugoslovanske strukture. Sami delavci si tega želijo. Recimo železničarski sindikat se sam od sebe pridruži jugoslovanski centrali. Rodarji tudi na neki točki zapustijo slovenski sindikat, ker nasprotuje združitvi in se sami pridružijo jugoslovanskemu sindikatu. Vodstvo slovensko, takrat oblikovano v strokovni komisiji na kongresu v Ljubljani, junija 1919, dobi to nalogo, da se združi z jugoslovansko centralo, ampak pri tem zavlačuje in si prizadeva, da se to ne bi zgodilo. 1. aprila se je sicer primorano pridružiti jugoslovanski centrali, ampak se še naprej prizadeva za ohranjanje neke svoje linije, za kar jo tudi kasneje vržejo ven iz jugoslovanske centrale in jugoslovanska centrala ustvari svoje pokrajinske strukture slovenskega sindikalizma, ki se jim hitro pridruži ogromno delavstva in so socialdemokrati zelo njihov vpliv v sindikalnem gibanju je zelo zmanjšan. Primer nekega bolj zaostrenega konflikta je recimo ta velika stavka, ki je mogoče vrhunec tega revolucionarnega vrenja, ki se zgodi aprila 1920, splošna železničarska stavka po celi Jugoslaviji. Zaustavljen je bolj kot ne celoten železniški promet, zasedene so mnoge postaje, v Trbovljah je razglašena celo neka republika, ki jo vojska zelo hitro zatre. In komunisti seveda podprejo to množično stavko, socialdemokrati pa zelo nasprotujejo. Stavko potem množične delavske demonstracije napade policija na Zaloški cesti v Ljubljani, pri čemer je 14 delavcev in delavk umorjenih, in potem sledijo množična policijska zatiranja in sindikalnega organiziranja in novonastalih komunističnega vodstva, kar socialdemokracija izkoristi za protiofenzivo in poskuša na račun tega pridobiti ponovno vpliv v sindikalnem gibanju. In zaradi tega je potem vržena ven iz jugoslovanske centrale. Namesto tega pa se to množično in močno komunistično sindikalno gibanje postavi in organizira, ampak je potem zelo hiter tudi zatrto strani države. In ostane sicer v neki ločeni obliki tudi kasneje in potem prisostvuje v narodno-osvobodilnem boju. In to je to. Najlepša hvala, Andraž. Zdaj bomo skočili časovno malce naprej, ampak brez skrbi, v prihodnjih napovednikih boste lahko videli tudi, kaj se je dogajalo s sindikati v socialistični Jugoslaviji. Zdaj pa naslednjemu predajam besedo Lovrencu, ki bo govoril o sindikalizmu v luči dometa, ki ga ima država pri oblikovanju gospodarske in delavske politike v Evropski uniji. Izvoli. Ja, torej luknjo bo zapolnil Miha Zadnikar, mislim, da maja enkrat, ampak pač spremljajte. Zdaj ja, za svoj prispevek sem se pa odločil za to, da bi v bistvu slovensko sindikalno organiziranje oziroma njegovo vpetost v ta prekleti socialni dialog, o katerem vam bo veliko več prihodnji teden povedal Nejc, postavimo v nek okvir, ki mu na nek način,
kot pravi Nesa, opredeljuje domet oziroma to, kar sindikati sploh lahko v obliki trenutnih sindikalnih pogajanj izpogajajo za zeleno mizo na ekonomsko-socialnem svetu. Ker je ta domet, po mojem mnenju, neločljivo povezan s tem, da je Slovenija od 2004 naprej članica Evropske unije, se pač splača posvetiti temu, kaj to, da je Slovenija članica Evropske unije, sploh pomeni oziroma kakšno ekonomsko zakonodajno arhitekturo je morala svoj čas sprejeti, da je članica EU sploh postala in potem tudi obstala. Poskušal bom prikazati, zakaj in kako arhitektura Evropske unije in predvsem monetarne unije na države članice vpliva kot v bistvu velik režim discipliniranja dela. Najprej si velja v zelo grobem pogledati, kaj narekuje evropska pridružitvena zakonodaja. To so, poslušate novice, tista poglavja, ki jih zapirajo države kandidatke in nosijo v tehnokratskem žargonu lepo francosko ime acquis communautaire. Skratka, vstop v Evropsko unijo ni samo administrativni ali pravni proces, kaj šele zgolj sprejemanje skupnih demokratičnih vrednot in varstva človekovih pravic, temveč v prvi vrsti sprejetje nekih zelo določenih pravil ekonomske igre, ki pač vsekakor vplivajo tudi na to, kaj je s sindikalnimi pogajanjem mogoče doseči. Zato najprej o Evropski uniji. Tisto, kar je Evropski uniji v grobem podelilo njen trenutni značaj, je bila Maastrichtska pogodba, ki je vzpostavila Evropsko ekonomsko in monetarno unijo, torej integracijo držav članic v skupni trg in uvedbo evra kot skorajda skupne valute. Ekonomska unija, torej skupni trg, predvideva prost pretok velikih štirih, torej blaga, storitev, kapitala in delovne sile. Da bi država postala članica Evropske unije in tako dobila dostop do notranjega trga, mora sprejeti obsežne institucionalne, gospodarske in pravne reforme, ki te ekonomske svoboščine velikim štirim zagotavljajo. Da pa bi sprejela še skupno valuto, torej pot, za katero se je odločila Slovenija, mora sprejeti dodatne določbe Maastrichtske pogodbe, te pa so v temelju sledeče. Držati proračunski deficit na manj kot 3% BDP-ja. Torej, kot pravi stara modrost, ne smeš trošiti več, kot ustvariš, kar nam radi prodajajo tudi politiki, kar je mimogrede čista neumnost, ker si država lahko denar sposoja, sajk ne, ker po Maastrichtu tudi tvoj javni dolg ne sme znašati več kot 60% državnega BDP-ja. Ob tem se država zaveže, da bo skrbela za nizko stopnjo inflacije in pa da bo skrbela za stabilne in kar se da nizke obrestne mere na dolgoročna posojila. Stabilne in nizke obresti so namreč signal, da je gospodarsko okolje stabilno in zaupanja vredno. Vzpostavitev monetarne unije je pač terjala tudi uvedbo Evropske centralne banke, ki je skladno z neoliberalnim naukom od izvršne veje oblasti in držav nasploh neodvisna institucija. Pri ECB-ju se države za povrh ne smejo zadolževati, torej ECB ne sme neposredno financirati držav oziroma v njihovem imenu izdajati obveznic. Videli smo sicer v marsikaterem primeru, da ko zagusti, lahko kupuje obveznice na sekundarnem trgu, čeprav ima Maastricht tako imenovan no bailout clause, torej klauzulo, ki preprečuje reševanje držav v času kriz pred bankrotom. Glavna odgovornost ekonomske centralne banke, to je pač zapisano v njenih zlatih pravilih, je stabilnost cen in pa da drži inflacijo valute okoli predvidene ravni, torej okoli 2%, ne pa tudi, ker je naprimer naloga centralnih bank v marsikateri drugi državi, naprimer v ZDA, da drži nezaposleno oziroma brezposelnost, kar se da nizko, s tem se ECB načeloma ne ukvarja. To pa pomeni, da so države pri zadolževanju, torej ko gre država na trg, da bi si sposodila denar, odvisne od teh trgov, ne, od razpoloženja, kot se reče, teh trgov, pa ocen raznih bonitetnih agencij in tako dalje. Ne. Torej, s tem, ko gre država v Evropsko monetarno unijo, ta država izgubi eno glavnih sredstev vodenja države, torej upravljanje s proračunom oziroma upravljanje s proračunskim deficitom prek zadolževanja
je torej tukaj odvisno od načeloma nepolitičnih institucij. Zakaj načeloma nepolitičnih? Je zato, ker Evropska centralna banka s privilegiranjem pač nizke inflacije in izvoznega modela ustreza ekonomijam z visoko produktivnostjo in trgovinskim presežkom, uganili ste predvsem Nemčiji. Kakorkoli, vse to pomeni, da države nimajo več par najmočnejših instrumentov, da bi aktivno oblikovali svojo proračunsko politiko, kar jim ostane je ta fiskalna politika v maastrichtsko omejenih okvirih. Potem, kot zanimivost na prelomu tisočletja, se je za povrh sprejel še Stability and Growth Pact, pakt za stabilnost in rast. To je v bistvu pogodba med članicami in mehanizem, ki zagotavlja nadzor nad spoštovanjem preopisanih pogojev, da se države torej slučajno ne bi spozabile pri, spet kot se reče, svoji fiskalni disciplini. Če katera od članic preseže 3% deficit ali aktivno ne zmanjšuje dolga proti 60% svojega BDP-ja, Evropska komisija v sklopu tako imenovanega evropskega semestra najprej izda opozorilo, torej v bistvu zahtevo, da naj država začne varčevati in določi rok, do katerega naj bi zmanjšala svoj dolg. Če tudi to ne zaleže, pa lahko pač poseže po sankcijah, naprimer delni omeji dostop do EU sredstev, lahko se izstavljajo dobesedno globe v obliki depozitov na račun ECB in tako naprej. Te situacije so v praksi sicer redke, no? Zakaj so redke? Povedali smo, da pogoji, pod katerimi se države zadolžujejo, niso odvisni od neke politične inštance, ampak od bonitetnih ocen in ocene tveganja pri kreditodajalcih, torej bankah, ne? Kar pomeni, da države po pravilu zdisciplinirajo že sami trgi s tem, da jim zvišajo obrestne mere, po katerih se lahko zadolžujejo, še preden bi padle pod ta maastrichtski 60% prag. Skratka, Evropska unija je z Maastrichtom vzpostavila ekonomsko in monetarno unijo, ki temelji na skupnem trgu in skupni valuti, hkrati pa državam bistveno omeji ekonomsko suverenost. Njihovo monetarno politiko v celoti prevzame ECB, ki zasleduje torej nizko inflacijo, državno fiskalno politiko pa omejujejo pravila o deficitu in dolgu, nadzorovana s omenjenim paktom za stabilnost in rast. Ker se države ne morejo neposredno financirati pri centralni banki, so pri zadolževanju odvisne od trgov, ki delujejo kot disciplinarni mehanizem, če bi kakšna država slučajno pomislila, da bo z ekspanzivno fiskalno politiko subvencionirala svojo ekonomijo, ne, boh ne daj. Rezultat je torej, da imajo države bistveno zožen manevrski prostor za aktivno gospodarsko politiko. No, ne, to zadnje je sicer le delno res. Manevrski prostor seveda obstaja in ta manevrski prostor je poleg omejene fiskalne politike še oziroma predvsem zakonodaja o trgu dela. Torej določanje minimalne plače, način kolektivnih pogajanj in pogodb, delovnega časa, oblik in varnosti zaposlitve, obsega in načina izvajanja socialne države, o prispevčenju dohodkov, pravic do stavke in tako dalje. In ta teren je, recimo, da tako, ko sem naštel, ne zveni veliko, ampak pač predvsem gre za to, kako zjebati delo, ne. Gre za na konkurenčnem, notranjem in tudi širšem trgu običajno za dirko navzdol, torej kdo bo najbolj skrčil delavske pravice in s tem postal zanimiv za tiste gospodarske panoge, katerih glavni konkurenčni dejavnik je prav cena dela, ne. To dirko navzdol bi se sicer dal blažiti, primer strateško industrializacijo, kar je v Evropi domala prepovedano, pa tako, da država vzgaja visoko usposobljeno delovno silo, ki jo uspe zadržati pri sebi. Velikokrat rečemo, da je Slovenija družba znanja, ne? To je na primer ena izmed naših strategij. Ali pa, oziroma predvsem pa, če bi država na primer obdržala svojo lastno valuto, ne? Namreč, ko sprejmeš evro, ne le, da izgubiš možnost tega, da centralna banka zagotavlja likvidnost državi in bančnemu sistemu, ali pa pač centralna banka bi lahko reševala državo in podjetja v primeru šokov, ne. S tem, ko se odpoveš svoji valuti, izgubiš tudi ključen vzvod izvozno naravnanih gospodarstv, ki je upravljanje s tečajem oziroma devalvacija valute. Kaj se doseže z devalvacijo valute? Ja, če se vrednost tvoje valute napram valutam, s katerimi se mednarodno trguje, zniža, s tem poceniš proizvode, ki jih ustvarjajo tvoja izvozna podjetja, s tem pa jih narediš bolj konkurenčne na tujih trgih, ne. Obenem
kljub temu, da pač devalvacija valute vendarle pomeni tudi nekoliko nižjo moč domačega trga in gospodinjstev, breme porazdeliš širše in ga ne prestaviš le na kupno moč delavskega razreda. Ne? Zdaj, če nimaš svoje valute, se skratka konkurenčnost začne nujno vzpostavljati bolj kot ne prek zniževanja stroškov dela in v narekovajih bolj fleksibilnega trga delovne sile. Ne, kar pomeni to lažje odpuščanje, nižja nadomestila za odsotnost in brezposelnost, ki te sili pač neki hitri novi zaposliti in tako dalje. Ekonomisti temu rečejo, da namesto eksterne devalvacije, torej devalvacije prek valute, dobiš tako imenovano interno devalvacijo, torej namesto razvrednotenja valute razvrednotiš delo v imenu konkurenčnosti in ugodnega okolja za tuje investicije. Mogoče še to, zakaj ves čas strani političnega razreda poslušamo o tujih investicijah. Ja, ker so to tisti večji kapitalski vložki v gospodarstvo, ki jih država na tak neposreden način pravzaprav le stežka naredi sama. Ne. To bi bila v evropskem tehnokratskem žargonu neupravičena državna pomoč. Tuje investicije pa velikokrat prinašajo tako imenovana spet delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Ne. Slovenija je gospodarstvo z nizko produktivnostjo v primerjavi z jedrnimi EU državami, kar pomeni več dela za manj outputa, manj vrednosti. Ne. Ti večji zasebni vložki v nove obrate pa vsaj običajno prinašajo načine proizvodnje z višjo produktivnostjo, kar je eden ključnih načinov, kako v tovrstni ureditvi, kot jo prinaša Evropska unija in kot sem jo opisal, tekmovati vendarle navzgor in ne samo navzdol, torej z večanjem tako imenovane dodane vrednosti namesto znižanjem cene delovne sile. Vidimo, na primer, da v Slovenijo vlagajo švicarska farmacevtska podjetja, ne, ker imamo dober izobraževalni sistem za farmacevtsko stroko, imamo vzpostavljen prenos znanja s podjetji kot sta Lek in Krka, imamo strateško Lego in tako dalje. Ne. Večja delovno intenzivna podjetja, ki so bila dediščina socializma in ki so takrat niso bila še dosti dobro integrirana na evropske trge, ampak so živela predvsem od jugoslovanskega notranjega trga, pa so nam skozi tranzicijo v večini pokupili, izčrpali in zaprli. Klasični primeri so na primer Mura, tovarna avtomobilov Maribor tam, obrati v Litostroju in tako naprej. Zdaj, jaz predlagam, da se še na hitro sprehodimo skozi tranzicijo, da nekako skonkretiziramo vse povedano na primeru slovenskega približevanja Evropski uniji, da potem pridemo do sklepne poante glede sindikatov. Zdaj, v času tranzicije se je v Sloveniji odločalo načeloma med dvema modeloma, zelo na grobo. Ne. Po eni strani imamo gradualističen model, ki je zagovarjal postopno in decentralizirano privatizacijo družbene lastnine, možnost delavskih odkupov podjetij. Torej, to je bila ena ekipa, druga ekipa je bila pa šok terapija, ne? Hitra centralizirana privatizacija. Ja. In prvega so zagovarjali tisti, torej neko to bolj gradualističen princip so zagovarjali tisti, ki so želeli v bistvu ustvariti domačo buržoazijo, drugega pa tisti, ki so želeli Slovenijo čim prej integrirati v mednarodne trge, brez ovir v državo spustiti tuji kapital in po hitrem postopku ustvariti ne nacionalne, ampak kompradorsko buržoazijo. Zdaj, sindikati so tukaj odigrali ključno vlogo, ker so z opozorilno splošno stavko leta 1992 med drugim preprečili ravno to, da bi se Slovenija spustila po poti šok terapije. Takrat so dosegli tudi podpis splošne kolektivne pogodbe za oba sektorja, tako javni kot zasebni. In prav te v bistvu moči sindikatov v 90-ih je mogoče pripisati tudi značaj ekonomske ureditve takratne. Zdaj, imeli smo relativno visoke plače v primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami, obstajali so mehanizmi zgodnega upokojevanja, ki so nadomestili odpuščanje v obratih, ki so šli po tej poti. Predvsem je politika razpolagala s tolarjem in pač uravnavala njegov tečaj na način, da je država prek depreciacije tolarja prav pomagala svojemu izvoznemu sektorju prek mehanizmov, ki sem jih opisal prej, ne? Hkrati pa s tem vsaj deloma ščitila domače gospodarstvo in pa kupno moč prebivalstva. Ne? In ta model je upočasnil najbolj destruktivne učinke tranzicije v kapitalizem in sindikatom dopuščal nek realen vpliv na tempo in tudi posledično socialni davek prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Ne. Preprečili so, da bi se celotno breme tranzicije prevalilo na delo in pomagali
veljal bistveno bolj postopen tranzicijski pristop. O tej progresivni vlogi sindikatov v tranziciji vam bo več povedala na majskem predavanju Ana Podvršič, pa tudi tale zgodba, ki vam jo tukaj prodajam, je v bistvu neka hitra obnova enega od poglavij njene knjige Iz socializma v periferni kapitalizem. Torej, Slovenija se v drugi polovici 90-ih začne pogajati o priključevanju EU, pride do odpiranja in zapiranja teh poglavij pogajanj, ne? In kaj ta pogajanja seveda zahtevajo? Zahtevala so liberalizacijo trgov, odpiranje države tujemu kapitalu in pa seveda prilagoditev omenjenim maastrichtskim kriterijem, ker je državi praktično odvzemalo tiste vzvode, prek katerih je skozi 90-ta blažila pritiske tuje konkurence in pa pač divje privatizacije. Zdaj, Slovenija s približevanjem EU vse bolj nekontrolirano spušča v državo tuje naložbe, finančni kapital in se v evropsko delitev dela vključuje pod nadzorom multinacionalk iz centralnih evropskih držav, ne. V tem okviru se je tudi slovenski kapital v bistvu razcepil na dva dela, to sem že omenil, ne. Na eni strani so bila podjetja, ki so bila že iz zadnjih desetletij socializma dobro integrirana v evropske trge in jim je evrointegracija koristila. In ker so bila to velika podjetja, so imela tudi veliko besede v gospodarskih združenjih oziroma zbornicah, ne. In v okviru ekonomsko-socialnega sveta, ki je takrat že obstajal, ne, so v bistvu zato lahko zagovarjala to mirno socialno partnersko sobivanje kot način zagotavljanja socialnega miru, ne, zaradi tega, ker jim je ustrezal model, po katerem se je privatizacija odvijala in tudi lažje je imeti pač pomirjeno delo nasproti temu, ne. Medtem ko pač na drugi strani so bila manjša, tehnološko šibkejša, pogosto delovno intenzivna podjetja, ki pa so bila vezana na nekdanji jugoslovanski trg, zato so se v tem okolju le stežko restrukturirala in reorientirala v širši konkurenci, sploh pa v konkurenci prihajajočega enotnega evropskega trga, ne, niso mogla preživeti drugače kot z rezanjem stroškov, zato so zagovarjala bolj hardlinerski pristop do delavske oziroma sindikalne moči. In tukaj imamo v bistvu zanimiv primer, kjer Branko Bembič gre v enem svojem prispevku celo tako daleč, da značaj slovenske tranzicije v 90-ih opredeli prek zavezništva med rojevajočo se domačo buržoazijo in sindikati proti kompradorjem, ne. In to zavezništvo je v bistvu prekinil vstop Slovenije v EU, ki je za glasnike mednarodnega kapitala služil skoraj kot nekakšen deus ex machina. Zdaj, to kratko tranzicijsko zgodbo sem povzel, da bi pokazal, kaj vse je bilo mogoče v tistem času, ne, da je teren pogajanj med delom in kapitalom potekal na neki čisto drugi ravni, kot poteka danes oziroma zadnjih 20 let. Namreč, ko je Slovenija enkrat vstopila v EU, prevzela evro, se je zgodilo vse tisto, kar sem opisal na začetku, ne, ker so politične in gospodarske elite stavile na stabilnost valute in lažji dostop do kapitala, so se odpovedali tolarju, ne, monetarni suverenosti in sprejele vse maastrichtske kriterije glede fiskalne politike in deficita. S tem pa je Slovenija izgubila tudi veliko večino sredstev, s katerimi bi lahko politično uravnavala kompromis med delom in kapitalom. Odtlej, sploh pa po krizi evroobmočja, ki je zradiral tudi znaten del domače buržoazije, se je še čvrsteje integrirala v evropski trg, sploh v nemškega, in odtlej kot evropska polperiferija tekmuje navzdol z ostalimi državami v podobnem položaju. Velik segment našega gospodarstva ustvarja polizdelke za multinacionalke, kar pomeni, da s cenami tekmujemo na globalnem trgu in da moramo biti zanesljiv partner, ker nam ves čas grozi, da bodo multinacionalke, če bomo kaj srali, ne, te polizdelke začele preprosto naročevati drugod. In to je poleg EU okvira še en šahmat, v katerem se znajde država odvisna od povpraševanja centra. S tem je Sloveniji tudi dokončno zavladal kompradorski značaj političnega razreda, drugačen ne more biti. Politični in ekonomski domet kompradorjev je upravljanje z državo, katere gospodarstvo je z večine namenjeno za akumulacijo drugje, v našem primeru v Evropskem centru. In lahko bi sicer rekli, ne, da ima naš trenutni liberalni tabor nekoliko več naklonjenosti nekim preostankom domače buržoazije in zametkom new money ekonomskih elit, medtem ko ima konzervativni tabor večje težnje po utrjevanju periferne vloge Slovenije, ampak razlika je res bolj kot ne kozmetična, no. Relevantne sile, ki bi pa seveda želela sprožiti procese deperiferizacije države, pa v Sloveniji trenutno ni.
Poleg tega moramo razumeti, da tako kot ne moramo govoriti o evropskem kapitalu, ker obstajajo samo njegove frakcije, za katere se vedno znova izkaže, da imajo tudi močan nacionalni značaj, tudi zelo težko govorimo o evropskem delavskem razredu. Razmerje med delom in kapitalom se vsakeč znova namreč izpogaja na ravni nacionalnih držav, to pa pomeni, da obstajajo tudi hierarhije in protislovja med delavci posameznih evropskih držav, ki dodatno omejujejo možnosti neke širše solidarizacije. No, kakorkoli. Torej, socialni dialog je management protislovja med delom in kapitalom na ravni ene same države. Izid socialnega dialoga pa je tisti, ki znatno določa konkurenčnost te države najprej v evropskem in potem svetovnem merilu. No, in v tej luči moramo po mojem razumeti tudi vlogo sindikatov. Že vse od, v narekovajih, herojskih 90-ih, predvsem pa od vstopa Slovenije v Evropsko unijo naprej, so velike sindikalne centrale stavile predvsem na socialno partnersko vlogo. To pomeni, da stremijo k institucionaliziranemu pogajanju z državo in gospodarskimi zbornicami, ne pa z mobilizacijo svoje terenske mreže, ki jo razumejo bolj kot ne kot nekakšen last resort. Ta birokratizacija sindikatov in njihova integracija v oblastne strukture pa je privedla tudi do strmega upada članstva v sindikatih. Stava na socialno partnerstvo je vsaj do 90-ih morda celo imela še nekaj smisla. Ne nazadnje so tudi za zeleno mizo sindikati takrat dosegli marsikatero koncesijo slovenskemu delavskemu razredu in ublažili tranzicijsko škodo. Privatizacije državnih podjetij sicer nikoli niso postavljali pod vprašaj, ampak to je druga zgodba. S pridružitvijo v Evropsko unijo pa socialno-partnerska vloga sindikatov dobi nek nov značaj. Ker vprašati se moramo, kaj pomeni biti socialni partner. Socialni partner pomeni igrati s kartami svojega nasprotnika. Biti razumevajoč za pogoje delovanja nasprotne strani, torej kapitalistične države in njenega gospodarstva. Biti socialni partner v državi Evropske unije pomeni biti razumevajoč, kakšni so gabariti, znotraj katerih lahko kot država sploh manevriraš v tekmi navzdol med necentralnimi evropskimi gospodarstvi, ki služijo z večino kot podizvajalci nemškemu in pogojno francoskemu gospodarstvu. Tako socialni dialog preide od koncesij kapitala delu do koncesij dela kapitalu v imenu preprečevanju zdrsa v slabše stanje, ki izhaja iz opisanih mehanizmov. Socialni dialog, na katerega pristaja sindikalistični socialni partner, je notranji način upravljanja zunanjih konkurenčnih pritiskov. Domet sindikatov v socialno-partnerski poziciji je izpogajanje načina, kako se bo država tem pritiskom prilagodila, ne pa kako bo ob tem širila moč in pravice dela oziroma kako bo le stežka ob tem širila moč in pravice dela. V socialno-partnerski vlogi so sindikati pravzaprav integrirani v ustvarjanje konsenza v točno tem stanju. Delujejo kot sila, ki svojim privržencem in članom sporoča, tako pač je, znajti se moramo s tem, kar nam je ponujeno. Spomnite se na parole, ki sta nam jih tako Luka Mesec kot Branimir Štrukelj prodajala ob sprejemu pokojninske reforme. Sprejeta je bila v širokem konsenzu vseh socialnih partnerjev. Če bi pa jo sprejel Janša, kot še večji komprador in še večji privrženec konkurenčne tekme navzdol, pa bi bila ta še ostrejša. Sindikati kot soupravljavci konflikta med delom in kapitalom, kot menedžeri pritiskov na delo, kot tisti, ki izbirajo med manj slabo, med slabimi možnostmi, ta konflikt obenem tudi zabrisujejo, ga celo upravičujejo, s tem pa dokončno postanejo ideološki aparat države, še več s to vlogo se pravzaprav poistovetijo. In tukaj je zanimivo, to je pa sicer pač anekdota, ampak menda na ekonomsko-socialnem svetu, ko se zberejo predstavniki vseh treh strani, pride sindikalistična smetana s fascikli, s takole debelimi analizami, oni vse preračunajo, kje je treba malo popustiti, kje je še prostor za delo in tako naprej. In potem oni to predstavijo s to svoje stališče državi in država začne tam nekaj kolebati, na drugi strani pridejo pa gospodarstveniki pa rečejo, ja pač ne. In zdaj s tem pač se zdaj znajdi, če je ekonomsko-socialni svet ta institucionalizirana svetinja naše države, je treba vse tam sprejeti, če ne eni izstopijo, pa je križ, ali pa drugi izstopijo, pa je križ. Fora pa je, da lih to je moč, če si ti v neki taki strukturi, kot je Evropska unija, ta tvoj ne pomeni pač neko inercijo, ki ti pa na dolgi rok koristi, medtem ko ti moraš kot predstavnik dela iskati pač, kje bojo luknje, da boš ti v te tekmi navzdol, kot ti pravim,
našel nekaj, s čemer boš lahko z nekim obrazom pristopil k članstvu in rekel, evo, to smo pa vendarle dobili. In to je, mislim, da se lahko spomnite, kako je potekalo pri pokojninski reformi. Ok, torej, za konec, da nekako strnem, mala država v Evropski uniji z izvoznim gospodarstvom in brez lastne valute, kot je Slovenija, ima zelo malo sredstev, s katerimi lahko upravlja s svojim gospodarstvom, s tem pa tudi s protislovjem med delom in kapitalom. Če sindikati sprejmejo svojo vlogo socialnega partnerja in po bolj militantnih sredstvih postegajo le v skrajni sili, postanejo podaljšek discipliniranja dela strani kompradorjev, ki so tam, da prenašajo pritiske strukture evropske ekonomske zakonodaje in odnosov, ki jih ta potiho reproducira v lokalno zakonodajo in prakso. Kompradorskim sindikatom, mislim, da jim lahko upravičeno rečemo kompradorski, posledično upade tudi članstvo, prek članstva financiranje, tako postanejo tudi oportunistični oziroma celo podkupljivi. Sam spomnite se, kako so bili glavni sindikati, ki so sklicali tiskovno konferenco proti pokojninski reformi, potem nagrajeni z, mislim, da 200 000 evri sredstev za krepljenje socialnega dialoga takrat. Prosim? Ja, mislim, pač proti ljudem, ki so sklicali, začeli opletati z referendumov. Ja. V glavnem, nagrajeni so bili to, da so pač v bistvu neke delavske zahteve pobili kot neutemeljene z sredstvi za krepljenje socialnega dialoga. Skratka, sindikati z evropskimi karakteristikami niso le neuporabni, so tudi škodljivi. Sindikati so poleg partije, s katero ta hip ne razpolagamo, temeljne organizacije delavskega gibanja, ki vršijo pritisk in premikajo pad položaje, ob tem pa so še, kot je v uvodu rekla Nesa, valilnice razredne zavesti, ne pa nek sedativ, ki razredni boj prevede v e-maile o napredkih pri pogajanjih z vladno stranjo in gospodarskimi združenji za zeleno mizo na ekonomsko-socialnem svetu, prek katerih v bistvu delavstvo outsourca svoje boje na ljudi, ki govorijo nek komajda razumljiv tehnokratski žargon. Glede na naravo naših sindikalnih central lahko zato po svoje pozdravimo tisto, kar se je zgodilo z nesrečno pokojninsko reformo. Levica je pokazala svoje barve, sindikalne centrale tak isto. Z delavsko koalicijo pa so se na kup nabrali tisti sindikati, ki svojo vlogo še razumejo napredno in organizacije, ki jih želijo v tem vsekakor težkem boju podpreti. Za neko bolj celostno diagnozo tega obdobja pa predajam besedo Gregi. Torej, pozdravljeni še z moje strani. Zdaj, kot je bilo že rečeno, se bom jaz sredotočil na slovenski sindikalizem, predvsem v tem zadnjem obdobju, ki nekako tudi sovpada z mandatom trenutne, oziroma zdaj že odhajajoče koalicije. Zdaj, to zadnje leto iz sindikalnega vidika bilo zaznamovano predvsem s pokojninsko reformo, o kateri je že Lorenz nekaj povedal, jaz bom pa še več. Ki je bila sprejeta, to je bila reforma ministra za delo Luke Mesca, ampak kar za nas predvsem bistveno je odziv sindikatov na to reformo. Zdaj, to novo pokojninsko reformo je pravzaprav kot nek tehnokratski, neoliberalen varčevalni ukrep v zameno za evropska finančna sredstva prva v Bruslu obljublja že zadnja Janševa vlada. Ampak, da pa je bila ta Janševa varčevalna reforma tudi dokončno prelita v zakon, na to je bilo pa treba počakati na ministrovanje Levice. Zdaj, pred temi volitvami je Levica sicer kandidirala s programom, ki je vsaj daljšanju dela nasprotoval. In to je bila precej jasna pozicija te stranke kar nekaj let. No, ampak se pa to začelo nekoliko spreminjati po temu, ko je stranka v okviru tega opevanega socialnega dialoga med delom in kapitalom znotraj ekonomsko-socialnega sveta se zaletela v realpolitične razmere. Soočena je bila namreč na eni strani z pritiski svojih neoliberalnih koalicijskih partnerjev, s pritiski kapitala oziroma delodajalcev, pa še predvsem EU je pogojevala ta finančna sredstva s tem, da mora krčati delež slovenskega BDP-a, ki gre za pokojnine.
Tako da tisti, ki je znotraj tega socialnega dialoga še najmanj ali pa vsaj recimo najbolj neuspešno pritiskal, so bili sindikati. Ne. Na koncu kot produkt tega zveličavnega socialnega dialoga prišel ven predlog zakona, ki je za delavce in upokojence bil precej neugoden. Ne. Zakon je namreč napovedoval kasnejše upokojevanje in s tem obremenil valjda te delavce v fizično napornih poklicih, za katere je pač to najtežje, če mora delati na stara leta. Višine pokojnin pa večinsko niso bile več toliko vezane na rast plač, ampak bolj na inflacijo, ki pa je običajno, v nekih običajnih ekonomskih razmerah vseeno se zvišuje počasneje. Zdaj, kljub škodljivosti teh sprememb se je večina slovenskih sindikatov uklonila tej varčevalni pokojninski reformi. In po teh dolgih pogajanjih z vlado in delodajalci v okviru tega ekonomsko-socialnega sveta se na koncu udala pritiskom kapitala. Te vrhovni sindikalisti so očitno sklenili, da je takšna reforma največ, kar lahko v danem trenutku iztržijo. In da bi bila katerakoli druga reforma pod Janševo potencialno vlado, lahko za delavce in upokojence samo še slabša. Tako da vlada se je s tem blagoslovom sindikatov odločila, da bo varčevalne reze izvajala na delavcih in upokojencih in ne na delodajalcih, ki v pokojninsko blagajno že tako prispevajo skoraj samo pol toliko sredstev kot delavci. Namreč že leta 1996 je takratna liberalna vlada Janeza Drnovška sprejela kao začasen ukrep, da se zniža prispevke delodajalcev, ki tako še danes začasno v pokojninsko blagajno vključujejo samo 8,85%, medtem ko delavci vključujejo precej višjih 15,5% svojega dohodka. Ker so se bogati in kapital z vsako novo pokojninsko reformo uspeli izogniti plačevanju pravičnejšega zneska, v pokojninski blagajni zdaj zmanjka okoli 1,5 milijarde evrov iz delodajalskih žepov letno. In ves ta čas med temi pogajanji nas je vlada vse skozi prepričevala, kako ni dovolj denarja za pokojnine, medtem ko je v istem času, če se spomnite, potekala kar glasna debata o vladnih načrtih za orožarske oziroma vojaške nakupe po diktatu NATO pakta. In to kupovanje orožja naj bi v naslednjih letih odžrlo cirka 20% državnega proračuna. In tudi te vidnejše predstavnike sindikalnih central ni bilo jih pogosto slišati, da bi kaj dosti, vsaj nejavno, nasprotovali temu oboroževanju oziroma tem izdatkom. Oziroma, da bi vsaj to uporabljali kot nek argument v smislu, kaj pa če bi ta denar namesto za orožje rajši namenili za pokojnine, da jaz kaj tazga dosti nisem slišal od sindikatov, žal. No, ampak če se vrnem malo nazaj k tem prispevkom. Sindikalna vodstva so pokleknila, kljub temu, da je ministrstvo za delo pod vodstvom Levice iz tega zakona umaknilo ključno obljubo sindikatom. Namreč povišanje prispevkov delodajalcev vsaj na raven prispevkov delavcev. Mesec je namreč napovedoval, in tudi še potem, ko je že prišel v vlado, da bosta prispevni stopnji za delodajalce pa za delavce, da se bosta izenačili v vrednosti približno 13%. Torej, da bodo delodajalci plačevali malo več, delavci pa malo manj. Ampak to se seveda na koncu znotraj tega socialnega dialoga ni uresničilo. Zaradi pritiskov delodajalcev in kapitala, ker tudi če niso imeli kakšnih resnih argumentov, kot je rekel Lovrenc, so samo rekli ne. No, ampak čeprav je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ZSSS, dogovor o predlogu pokojninske novele 2. aprila lani podpisala,
je pa 10 od njenih skupno 22 sindikatov podporo tej neoliberalni reformi vseeno odtegnilo. Torej, popolne enotnosti v sindikalnih vrstah na srečo vseeno ni bilo. In kmalu zatem je sledila znotraj sindikalnih vrst še ena, recimo temu, notranja bitka. Ne. Po tej kolaboraciji, če se malo ostro izrazim, sindikalnih vrhov z vlado in delodajalci, so mesec dni zatem v ZSSS sledile še ene volitve, ki so žal prav tako jasno pokazale na nadaljevanje teh ustaljenih poti, ki so sindikate privede do te podpore tej pokojninski reformi. Konec maja je to pač še odmeri, mislim, daleč najpomembnejše sindikalno združenje pri nas, ima 130,000 članov, zdaj, če se ne motim. Namreč je ZSSS zbiral novega predsednika. Ne. Zdaj, za mesto naslednice Lidije Jerkič sta se v drugem krogu pomerila generalni sekretar sindikata poklicnih gasilcev David Švarc in pa na drugi strani dolgoletni izvršni sekretar zveze Andrej Zorko. Zdaj, v svoji kampanji se je Švarc zavzel za bolj aktiven, bolj bojevit sindikalizem, ne, in tudi zagovarjal to, da bi se morali sindikati ponovno drzniti, pogosteje poseči v delavski boj tudi s raznimi protesti, stavkami, bolj militantnimi akcijami, ko bi bilo to pač potrebno. Ne. No, nasproti Švarcu pa je na volitvah nastopil sindikalni funkcionar Zorko, ki se je kot tudi glavni favorit zavzel za nadaljevanje obstoječega načina vodenja. In se tudi predstavljal kot nek nosilec dediščine dotedanje predsednice, ne. Nekakšna sindikalna sila kontinuitete. Torej, ne. No, ampak tudi ta boj je bil, kot sem že rekel, neuspešen, mislim, za našo stran. Delegati so se na koncu z 51 glasovi izvolili Zorka, Švarcu pa uspel s tem svojim bolj bojevitim pristopom pritegniti 32 glasov. Zdaj, te, recimo temu, konzervativne struje znotraj slovenskega sindikalizma so tako po potrditvi pokojninske reforme že drugič v zelo kratkem času dosegle relativno jasno nadvlado. In, mislim, ne relativno, kar jasno nadvlado. In do takratna predsednica Jerkič je po koncu kongresa tudi za medije rekla, da ta rezultat kaže na to, da Zorkova zmaga kakšnih večjih sprememb ne bo. In tudi izjavila, kar prebral, mislim, da zveza ne bo šla po posebej drugačni poti kot zdaj. Še vedno so njena naloga zlasti socialni dialog in pogajanje na državni ravni. Zdaj, po mnenju Lidije Jerkič, naloga delavskih predstavnikov tako že zdavnaj ni več to, da svoje člane povedejo v stavko, spravi tudi na ulico, ampak morajo sindikati v prvi vrsti slediti še naprej pravilom socialnega dialoga z vlado in delodajalci. Zdaj, v socialnem dialogu je že Lorenz kar dosti povedal, ne? Pa tudi še dosti bo tudi povedano na naslednjih predavanjih, ne? Ampak v praksi, kot bi to prakticirala Lidija Jerkič, ne? Pa zdaj po novem Zorko, ne? Pa ne bi to izgledalo tako, da se sindikalisti, vladniki in kapitalisti prilevijo socialne partnerje, ne več v razredne nasprotnike. Razredni boj pa zamenja socialni dialog, ne? Čisto drugačna konotacija. Ne? In ta dialog, ne, se s cest in tovarn premakne v razne lepo urejene sindikalne vladne dvorane, ne? Oziroma sobane, spravi na nek sovražni teren, kjer morajo sindikati pristajati na tuja pravila, ne, kot je tudi že Lorenz povedal. Da se potem tam civilizirano, dialoško, kulturno pogovarjajo in medsebojno razčiščujejo nesoglasja, recimo temu. Ne. No, ampak tudi žalostna resnica je, da slovenski sindikati
tudi če bi se danes obrnil za 180 stopinj, ne, pa spremenili to svojo strategijo, danes v teh časih zelo težko napolnijo ulice. Ne. Pač ti sindikalni voditelji so strateške usmeritve slovenskega sindikalizma v tako veliki meri podredili socialnemu dialogu, da delavce niso več zares sposobni mobilizirati za neke bolj bojevite akcije ali pa kakšna bolj množična zborovanja, stavke in podobno. Ne. In tudi v tem primeru, ne, te pokojninske reforme postane jasno, v koliko veliki meri je socialni dialog te sindikate pacificiral in vezal na pač neke plačane službe, ne, ki so tudi v določenej meri odvisne prav od sledenja temu socialnemu dialogu. Ne. In ja, o temu in pač tej pripletenosti sindikatov z institucijami kapitalistične države je Lovren še nekaj povedal, ne. In dosti nam pove ta novica, ne, ki se je kmalu po teh pogajanjih z SSS brez kakšnega velikega pompa v medijih pač pojavila, namreč kmalu potem, ne, ko je 6 od 7 sindikalnih central aprila podpisali ta dogovor, ne, o novi pokojninski, so te centrale oddale vlogo na pač ta vladni razpis, ki je bil seveda kako prikladno namenjen ravno krepitvi socialnega dialoga. Ne. Tako da ta razpis je ministrstvo objavilo enkrat marca lani, pogoj za pridobitev razpisnega denarja pa je bilo ravno sodelovanje v ekonomsko-socialnem svetu. Sindikalne centrale so po tem razpisu dobile teh 208,000 evrov. Ne. A ni bilo tako, da so pogodbo podpisali šele po tisti novinarski konferenci? Ja. Ni bilo čisto jasno, zakaj je vse skupaj tako dolgo trajalo. Zavlačevali so s tem. Ja. Prikimavajo temu podatku v publiki. Hvala za kamere. Ja. Ampak kakšne velike polemke pač o tem ni bilo, vse skupaj šlo zelo hitro skozi medije oziroma... Ni bilo šlo na Tarči. Kaj? A ni bilo šlo na Tarči omenjen, sem pol ni nobenega nič vprašal v studiu. Se spomnim, da je to bilo tako v žurnalu, pač, neki članek. Kaj ga verjetno noben je zares prebral. No, pač, mislim, da ga je verjetno nek bivši Erešovc napisal tja in to je bilo pač to. Zato, ker sem jaz prebral. Zdaj tudi brez nekih zelo jasnih dokazov, ne, pač o vladnem pogojevanju teh finančnih sredstev s pristankom sindikatov na to reformo, lahko vidimo, da so takšni razpisi za delavsko sindikalno gibanje velik problem, ne. Ker v bistvu samo še krepijo odvisnost delavskih sindikatov od aparatov kapitalistične države. Ampak ja, kot vemo, zgodbe s to pokojninsko reformo na tej točki še ni bilo konec. Ne. Ko so poslanci v državnem zboru pokojninsko reformo septembra dokončno potrdili, se je oblikovala delavska koalicija, v katero se takrat vključa več kot 20 sindikatov, ki so reformi nasprotovali. In na njihovo stran so se postavile tudi različne organizacije, vključno z nami, Inštitutom za delavske študije. Delavska koalicija je takrat začela zbirati podpise za razpis referenduma, da bi probali vsaj na ljudskem glasovanju zavrniti ta varčevalni zakon. Aktivisti so v tej prvi fazi relativno hitro zbrali teh 10,000 podpisov, zataknilo se pa v drugem delu. Ne. Ko žal teh delavskih upokojenskih množic ni bilo na upravne enote, ne, da bi pač podpisali to. Zdaj, najprej ne, pač smo tako, pač malo na prvo žogo, ne, pač aktivisti, razlog za to, ne, pač, da ni bilo večjega odziva, videli pač tu v nekem tradicionalnem antijanšizmu na liberalni levici, ne. Ker pač v skladu s tem antijanšističnim nazorom, pač ti seveda ne smeš nikoli aktivno nasprotovati liberalcem na oblasti, ne, mislim, jih rušiti, ne, pa tudi, če so ti liberalci še tako zelo škodljivi, ker v nasprotnem primeru nas neizogibno čaka Janša, ne, pač Janša na oblasti. In ja, pač k temu smo seveda prišteli še kup stvari, se pravi medijsko blokado, vladno propagando, razna demografska zavajanja, pač tem, kako bomo zamrli,
politični cinizem in pač neko splošno nezanimanje ljudi za družbeno dogajanje. Ampak med vsemi temi razlogi za neuspeh se je bilo pa najtežje soočiti prav s precejšnjo neaktivnostjo mnogih sindikalnih članov, na katere se je računalo takrat. Tekom kampanje je bilo vedno bolj jasno, da večina sindikatov, ki so nasprotovali tej reformi, pač ni bila več sploh sposobna nekega resnega delavskega organiziranja. Ljudi na terenu je bilo premalo, terenska mreža po državi pa prešibka. Mogli bi zbrati 40,000 podpisov, nam pa je uspelo dobiti samo 12,000 podpisov. Pač kruta realnost. Poleg vsega tega pa so bile v zadju še razne umazane igre, recimo Pošta Slovenije, že tako na začetku kampanje je enemu svojemu zaposlenemu sindikalistu, njem napisan Saša Gržinič, mislim, da je bil, je izdala opozorilo pred odpovedjo, kao zaradi sindikalnega delovanja med delovnim časom, nekaj takega. In s takšnimi in podobnimi primeri so podporniki reforme očitno kar uspešno slabili in hromili malo bolj dejavnejše udejstvovanje teh upornih sindikatov pri zbiranju podpisov. Ampak ja, ker nočem končati tako malodušno, lahko zaključimo pa vsem, da je tej delavski koaliciji uspelo za nek skupen cilj, vsaj do določene mere, povezati neke napredne sindikate in tudi druge delavske in socialistične organizacije. In aktivisti so težave, s katerimi se sooča slovenski sindikalizem, dejansko občutili na lastni koži. In tudi konec koncev sindikati so bili prav zaradi te kampanje, so bili končno prisiljeni razkriti svoje karte in se postaviti na eno od dveh strani. Tako da zdaj saj vemo, kje kdo stoji. Vemo, kdo se je postavil na stran recimo temu razrednega boja, kdo se je postavil na stran nekega večnega defetizma, kompromisarstva, ali pa v najslabšem primeru tudi na stran raznih vladnih kupčij, pač nekega čistega oportunizma. Tako da ja, zdaj neuspeh pri zbiranju teh podpisov nas lahko nauči, da je neko pravo na razrednem boju osnovano sindikalno gibanje potrebno v Sloveniji šele izgraditi. In ja, če gledamo svetle plati, to izgubljeno referendumsko kampanjo lahko vzamemo kot eno izmed vaj za naše bodoče boje. Če sem pa še malo bolj aktualen, zdaj po volitvah je jasno, da ta koalicija, ki je bila do zdaj, ne bo ostala vsaj ne v tej aktualni sestavi, ne glede na vso možno kombinatoriko. In je verjetno, da bo naslednja vlada zgolj samo še bolj neoliberalna in protidelavska. Ampak kar je pa za sindikate pomembno, je pa, da se na to ne ozira, ampak se mora predvsem organizirati, krepiti svoje vrste, graditi infrastrukturo in se pripravljati na boj s katerokoli kapitalistično vlado. Ne glede na to, je to neka levo-liberalna vlada ali pa skrajno desničarska vlada. Tako da ja, s tem bi jaz končal svoj prispevek, predajam še mogoče zaključno besedo. Ja, najlepša hvala. Preden damo končno zaključno besedo, bomo seveda odprli oder za vprašanja. Ampak najprej hvala vsem trem govorcem, zdaj pa roke gor, prosim. Vprašanja, komentarji, spomini, karkoli. Mislim, precej tu je bilo aktivnih v zbiranju podpisov za pokojninsko reformo, tako da če bi kdo kakšno anekdoto že delil, ste tudi to dobrodošli, glede na današnji uvod. Tako da prosim. Se v bistvu bo tudi zelo kmalu bo tudi okrogla miza z sindikalisti, ki so Tudi to, sodelovali pri delavski koaliciji, mislim, da že takoj pod Nejco, ne? Ja. Ja, torej čez 2 tedna. Ampak ja, če ima kdo karkoli, prosim. Vida. Hvala vam za to analizo. Upam, da boste tudi to objavili, kje bi bilo super, super.
za arhive skupne. Zanima me, če ste vi trenutno posamično ali kot kolektiv vključeni v kakšne projekte sindikaliziranja ali pa o tem razmišljate? Oziroma za katere projekte, mislim, kot vemo, eden izmed udarcev, ki smo jih kot organizatorji doživeli skozi to protipokojninsko reformo, kampanjo, da je Cedra izgubila en velik del svojega terena. Ne? Torej smo lahko videli tudi omejitve določenih strategij, ali pa strategij, ki smo jih pravzaprav občudovali, podpirali, v njih aktivno sodelovali. Ne? Tako da me zanima, kako o tem razmišljate, če veste za kakšne aktualne projekte, ki se začenjajo, nadaljujejo, kje zdaj sindikaliziramo. Torej, ne samo, da jamramo čez birokracijo uveljavljenih sindikatov, ampak kaj počnemo mi kot scena. Zdaj, IDŠ se je pač v delavsko koalicijo takrat vključil kot ena izmed podpornih inštitucij. Smo pač opravili svoje delo, za katerega smo imeli tudi kapacitete. Zdaj, mislim, da je Inštitut za delavske študije se lahko v tovrstni formi vključuje v te projekte, da bi prav aktivno sindikalizirali oziroma sindikalizirali kaj drugače kot neka podporna inštitucija, ki z veseljem sodeluje pri projektih po svojih lastnih zmožnostih, pa zaenkrat nimamo. Mislim, povabili smo sem, naprimer, tudi razredni broj, ki nas je na neki točki kontaktiral, če bi sodelovali, in smo takrat se sicer ponudili, da seveda bi, ampak nam ni še uspelo skupaj se vse, pa tudi tale naš dogodek neki terminsko še v zraku visi, ali celo pač nasploh ne bo izveden, kar je škoda, ker mislim, da pač sploh sindikaliziranje migrantskih delavcev je verjetno, mislim, če kdo nima pri nas česa izgubiti razen svojih sponsorov, to ani, ne. In pač tukaj se dogaja tudi največje kršitve, tukaj se dogaja tudi pač ta najhujše zgodbe praviloma prihajajo od tam, no. Kar seveda ne pomeni, da je to edina demografija, s katero je treba delati, pač, ampak naprimer, to je nek podvig, ki ga cenim in ki mislim, da gre v zelo pravilno smer, vsaj kot ga spremljam od zunaj. Jaz osebno sem član sindikata Zasuk. Pač nisem zelo aktiven, ampak hvala Bogu, je bil del delavske koalicije. Mislim, da precej ostalih nas je članov precej bolj kompradorskega sindikata, ki je SVIS. Vsaj formalno. Mogoče pa se morate organizirati. Še kakšno vprašanje? Kaj pa, je bil kdo februarja, vem, da je bil v Infoshopu, ki je bil Nemček predstavljal nek anarcho-sindikat in takrat naj bi bile tudi neke pobude, da bi se že v naslednjih dneh kakšni sestanki tukaj dogodila. Je kdo slučajno bil na tem? Ne. Od nas ne. Ja, nisem poznal, žal. Mislim, mogoče predstaviš, zakaj je šlo? Glih, kar sem najdla. V bistvu 13. februarja je bilo v Infoshopu Infokafana diskusija o sindikalizmu in boju organiziranja z anarcho-sindikatom FAU iz Nemčije. To je bilo 13. februarja in potem sem sam dobila informacije, da to je en tovariš pač predstavljal, en dan v Infoshopu, naslednji dan tukaj in pol bi naj bil že takoj potem pač kakor nek sestank za kakšne konkretne zametke. Tako da sem sam mislila, če je kdo bil, ampak mislim, da se je zgodil, no? Tako da lahko še povprašamo, pa koga povabimo, da pride kaj povedati, če se kaj dogaja. Še kakšno vprašanje, komentar?
Če ne, evo, na koncu se podvigne, zadnji moment. Začnimo zadnji. Je predala kolegica besedo, tako da. Ja, zanima me, se pravi, zdaj, ko so še novembra, ko so volitve za župana, kako imate vi zdaj načrt naprej za naslednji, ne vem, let, 2 leta, 3 leta? A je to vprašanje bil že odgovorjen? Ne, mislim, naš načrt je pač naše običajno delovanje. Mi se ne vključujemo zares v politične kampanje. Pa tudi naše financiranje ne temelji na nobeni instituciji, ker ga nimamo. Tako da nismo odvisni od župana ali kogarkoli drugega. Razlika je med placom. Ja. Za plac težko. Ne, seveda, brez problema. Ne, mi kot inštitut ne prejemamo nobenega zunanjega financiranja, tako da posledično, kar se upletamo v politiko, se na individualni ravni kot organizacija pa ne. Imamo tudi tu. Stvar, ki sem jo sicer hotela nasloviti v svoji poslovilni špici, ampak jo je zdaj že tako prijazno pristavil Lovrenc, je, da zbiramo denar za računovodjo. Zbiramo denar za računovodjo, tako da so le taki spredaj. Teh skillov nažalost nimamo, da bi sami poskrbeli. Ampak skratka, medtem ko za plac, težko jaz osebno odgovarjam, vemo, da je pač dal tik zdaj pred volitvami apel na aktualno vlado, da uresniči svoje obljube o komunikaciji s placom in zagotovi obstoj placa. Seveda aktualna vlada tega ni storila. Ne vemo, kakšna bo prihodnja in tudi pri županskih volitvah pa je na tej točki, se mi zdi, vsaj mislim po mojih informacijah, še vse precej v zraku. Tako težko rečemo, a se bo spremenila kakšna vodstvena struktura tudi v Ljubljani ali ne. Mislim, tudi status placa ni zares odvisen od občine. Ne, to je ni od občine tokrat, ja. Za razliko od Roga. Slovenskega državnega holdinga. Ja, za razliko od Roga in Metelkove ni v rokah občine, ampak. Mogoče samo to razčistimo. Inštitut za delavske študije ni sindikat. Inštitut za delavske študije je izobraževalna institucija, ki se vklaplja v širšo levičarsko sceno sestrskih organizacij. In to je v bistvu uvodnik v letnik z naslovom Sindikalizem. Vsako sredo ob 18. bo tukaj eno predavanje nekoga, ki bo govoril kaj v zvezi s sindikalizmom, na katerega seveda lepo vabljen. Ja. Sara je imela še nekaj, ne? Sam da Max prije za tebe. Jaz imam ene spomine. Dej, kot sem rekla. Prosim, deli. Se pravičujem za ta moment, ampak bom delila spomin na naš najljubši kompradorski sindikat SVIS. Namreč, ko si omenil, da se ne spomniš, če je kakršenkoli sindikat bil kritičen do teh povečanju izdatkov za vojaške namene. Bil je namreč sindikat SVIS, če se ne motim, je bila ena zelo, zelo žalostna tiskovka, kjer je sam Štrukelj govoril pred parlamentom in pač bil poslikan in pofotkan strani par medijev in nič se ni zgodilo seveda s tem, ampak rekel je nekaj takega kot zdaj bo šlo za vojsko ful denarja, za šolstvo pa ni, glejte, kako težko mi garamo, za nas učitelje pač je vse slabše, potem pa pač se nič ni zgodilo, še vedno so učitelji na slabšem, še vedno imamo ogromno sredstev je šlo za vojsko, ampak oglasili so se pa vendarle. Tako da, ne, pač, vse ta spomin je mogoče boljše, da bi bil zakopan, ampak zdaj naj bo deljen kot neka
kot nek primer, kaj je maksimum tega, kar so pač te obstoječe strukture moči birokratskih, kompradorskih sindikatov, rumenih sindikatov pač zmožne. To je maksimum, kar zmorejo eno žalostno tiskovko in napisati en javni apel, po se pa konča. Mislim, da na tej točki je dober trenutek, da zaključimo tudi mi. Hvala vsem, da ste prišli. Vidimo se ponovno naslednjo sredo ob 18. kjer se bomo z Nejcem Kraljem spustili bolj globoko v socialni dialog, kot smo se danes. In ja, lep večer.